Podcast Finance. Z nasveti iz prve roke dodajamo vrednost. Epidemična razsežnost nespečnosti, zaradi katere trpi tretjina ljudi na svetu, postaja ob množici drugih motenj spanja in povezanih bolezni žgoč javnozdravstveni problem, a tudi donosna industrija. Kaj so vzroki za težave s spanjem? Kdo je najbolj na udaru? Kaj pravijo sogovorniki? Kako se naučijo spati piloti? Katero zdravljenje nespečnosti je najučinkovitejše in kako si lahko pomagate sami? Vse to in še več v tokratnem podcastu Nespečnost, prezrta pandemija, za iztočnico katerega smo vzeli naslovni članek zadnje izdaje tednika Finance Manager avtorja Gorazda Suhadolnika. Tisti trenutek, ko potoneš v san, tisti trenutek je bil samo čup, konc. In sem bil buden ko zajc v tisočinki sekunde. In tisto je bilo res naporno, fajn naporno in to se je v bistvu najbolj razraslo med počitnicami. Ne? Takrat, ko sem bil v bistvu brez obveznosti, sproščen, na morju, se ti to zgodi. In tisto je bilo res, ker sem mislil, da se mi bo res že zmešalo, ker spiš po 3, 4, 5 dni in pol že misliš, da si nor in... Igralec Aljoša Trnovšek se je v začaranih krog nespečnosti ujel pred leti po tragičnem dogodku. Morečo nespečnost mu je uspelo pregnati z močnim odmerkom uspaval. Dolgotrajno pomanjkanje spanja vodi v različne bolezni, pravi Lea Dolenc-Grošelj, vodja centra za motnje spanja v ljubljanskem UKC. To so gastrointestinalne težave, težave z pozornostjo po dnevi, težave z delom v nekem timu, se pravi, bolj smo razdražljivi. Zaradi zaspanosti se poslužujemo različnih zdravil, substanc in drog, ki nas v bistvu ohranjajo budne. Po drugi strani jemljemo druge substance za to, da zaspimo, težje funkcioniramo, smo bolj nagnjeni k depresiji, smo bolj nagnjeni k debelosti. In študije jasno kaže, Svetovna zdravstvena organizacija že leta 2007 pokazala, da kronično pomanjkanje spanja vodi v povečano pojavnost karcinoma dojke pri ženskah, karcinoma prostate pri moških in karcinoma debelega črevesa pri obeh spolih. Odrasli potrebujejo, odvisno od starosti, od 7 do 9 ur spanja. A v današnjem svetu, ki časti uspešnost in poklicni uspeh, spanec pogosto velja za izgubo časa. Poslovni guruji, kot sta Tim Cook, šef Appla, in Bob Iger, vodja Disneyja, pa tudi Donald Trump, trdijo, da spijo 3 do 4 ure na dan in da je prav to recept za njihov uspeh. Ne manjka pa tudi znanih osebnosti, ki priznavajo svoje težave z nespečnostjo. Igralec George Clooney je razkril, da se je zbujal tudi 5-krat na noč. Farmakološko zdravljenje s klasičnimi benzodiazepinskimi in nebenzodiazepinskimi uspavali, ki imajo zaviralni učinek na možgane, je tudi v Sloveniji v upadu. Uspavala namreč povzročajo odvisnost in razvoj tolerance, negativno pa lahko vplivajo tudi na pomembne procese, ki bi morali potekati med spanjem. Podcast Finance. Z vami je Tomi Gračanin. Obstaja več kot 90 različnih oblik motenj spanja, najpogostejša med njimi je nespečnost, zaradi katere trpi kar tretjina ljudi na svetu. Različne študije kažejo, da je tam od 25 do 30% splošne populacije ima težave z kronično nespečnostjo. Kronična nespečnost pomeni, da je vsaj 3-krat na teden, vsaj 3 mesece, se pravi, res ne gre neki za nek akuten dogodek. In študije, ki jih je delal v Sloveniji, to so bile delane prek Nacionalnega inštituta za javno zdravje, so v bistvu pokazali, da je pri nas isto. Kar pomeni, da je do 1/3 ljudi, več recimo pri starejših ženskah, kar je tudi tipično več ženske, tožijo o nespečnosti, medtem ko predhodno je približno enako pri obeh spolih, je velik problem kronične nespečnosti. Problem pri nas je tudi, ker je ravno tako delal NIJZ raziskavo, koliko ljudi pri nas uporablja uspavala oziroma zdravila za izboljšanje nespečnosti. In vemo, da so recimo uspavala najbolj predpisana zdravila za centralno živčevje, kar pomeni, da zdaj po različnih regijah so tudi gledali v Sloveniji, ampak tam do 10% ljudi, se pravi splošne populacije, jemlje uspavala, kar je v bistvu zelo veliko. Nezdravljenje motnje spanja vodijo tudi v kronične bolezni, od debelosti in sladkorne bolezni do bolezni srca in ožilja. Pri ljudeh z motnjami spanja se izrazito poveča tveganje, da doživijo srčni infarkt. Tveganje je posebej veliko pri ženskah.
Zaradi tega recimo na Danskem ženske, ki delajo pogosto v nočnih izmenah, ki razvijajo karcinom dojke, je to priznano kot poklicna bolezen. Podobno tudi od lanskega leta v Franciji, večino so to medicinske sestre, predvsem ta neurejen ritem zaradi dežurstev, ki so delale več kot 10 let, več kot 2-krat na teden v izmenskem nočnem delu, so dobile karcinom dojke, za katerega nimajo genetske predispozicije, je to poklicna bolezen. V Sloveniji se pa še zdaj borimo za to, da bomo v zdravstvu delali 40+8, kljub temu, da vemo, da to vodi v vse te bolezni. Vemo, da ženske zdravnice umirajo 10 let prej, kot umirajo ostale ženske. Motnje spanja se pogosto začnejo v stresnem življenjskem obdobju, ne prenehajo pa nujno niti takrat, ko se razmere izboljšajo. Med stresom se v krvi poveča vsebnost hormona kortizola, ki poveča našo budnost in sposobnost koncentracije. Energetski višek dneva imamo tam od 7 do 10 zvečer. To je naš vrhunec dneva, ker je pač predstava in takrat moraš dati največ od sebe v celem dnevu. Če imaš predstavo do 10, jaz pred 1 ni šanse, da se spim, zaradi tega, ker se pač mora to izteči. Nisi kompjuter, da stisneš na gumbek, pa se daš na off. Aljoša še pove, da je njegov oče, igralec Peter Trnovšek, šele 15 let po upokojitvi začel hoditi spat ob 10-11 zvečer. Tako da to se v bistvu nekako res zažre v človeka, tudi ko ne delaš več, ta nek notranji ritem, notranji bioritem ostaja. Trnovškov kolega, igralec Blaž Setnikar, se je ujel v nespečnost prav zaradi tega življenjskega sloga. Zanimivo se mi zdi, da se zbujam recimo vsak dan okrog 4 zjutraj, kar bi že rekel, da je mogoče nekako zdravo, če imaš takrat počas polet že se pripravlja dan, tako da, ampak ne seveda, če greš spat po polnoči, to 4 ure spanja definitivno niso dovolj, in potem, če se zbujaš ob 4, padeš hitro potem v neko to zanko, ko se prepričuješ, da moraš zaspati, ko veš, kaj imaš jutri za narediti, koliko energije boš rabil in pač preprosto, ko se za nekaj trudiš, tako kot mi v našem umetniškem poklicu, stvari dostikrat pridejo same od sebe, seveda ne brez podlage, ne brez truda, ampak ko na nekaj pritiskaš, se ti zelo redko direktno zgodi, in isto je spanje, se pravi, razmišljanje, pritisk, poskušati zaspati. Ni nujno samo, da so zdaj to ure, ko ti moraš biti aktiven fizično in mentalno, tudi potem tiste ostale ure, ko si fraj vmes, ko si popoldne, se ti ne moreš spočiti, ne moreš spustiti teh skrbi, ne moreš teh načrtov, ki jih še imaš, odložiti. In kako Blaž rešuje težave z nespečnostjo? Z uspavali? Nima smisla biti do 11 polnoči zvečer aktiven in na računalniku in jesti večerjo toliko pozno in vse in potem vzeti tablet, da boš zaspal. To se mi zdi, da ne narediš telesu nobene dolgoročne usluge. Mogoče, če je res nujno, ampak mislim, da se treba stvari lotevati tam na začetku problema. Kaj pa, ko se zbudi ob 4 zjutraj in ne more zaspati nazaj? Nekaj delati, to sem opazil. Jaz grem včasih sicer tudi jesti, tudi če jem sladkor ob 4 zjutraj, ne bo hudega, mislim, mogoče celo boljš, kot pa da samo ležim pa upam, da bom zaspal. Pri zdravljenju nespečnosti strokovnjaki prisegajo na kognitivno-vedenjsko terapijo, s katero se nespečnež nauči držati predpisanega časa v postelji, ter kako se spopasti s prežemajočimi mislimi in stresom. Z vzdrževanjem teh mehanizmov, ko smo budni v posteli, ko razmišljamo o posteli, vzdržujemo to nespečnost in to vodi v ta začaran krog kronične nespečnosti, kjer so res ta osnovna navodila, kognitivno-vedenjska terapija na prvem mestu, prej kot zdravila. Če ne gre kot add-on, ampak spet moramo vedeti, katera zdravila, v kakšnih dozah, kdaj, da ne bomo dajali ničesar, s čimer bomo človeku v bistvu škodili, ga naredili odvisnega. V Sloveniji je po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje poraba klasičnih uspoval na zeleni recept v zadnjih 10 letih upadla za 23%. Žal pa to ne pomeni, da Slovenci zaradi kronične nespečnosti jemljejo manj zdravil.
To, da pri nas upada trend benzodiazepinov in nebenzodiazepinov, ne pomeni, da ljudje ne jemljajo zdravil. Zdaj se predpisuje druga zdravila. Predpisuje se, nažalost, veliko atipičnih antipsihotikov, zelo veliko v Sloveniji, ki tudi nimajo mesta tudi v višjih dozah za zdravljenje kronične nespečnosti, in predpisuje se zelo, zelo veliko nizkih doz anksiolitičnih antidepresivov, ki imajo v nizkem odmerku zelo dober učinek na spanje. Zdravil se zaradi nespečnosti torej še vedno jemlje veliko, le zamenjala so se. Teh zdravil pa tudi ne bomo dobili v raznih registrih. Zakaj? Zaradi tega, ker nimajo uradne indikacije za zdravljenje kronične nespečnosti. Kar pomeni, da nimamo teh podatkov, ker bo tam izgledalo, kot da se ta človek zdravi za psihozo ali da se zdravi za depresijo, tako da v bistvu podatkov o zdravilih za kaj off-label jemljajo nimamo. Tudi prodaja zdravil brez recepta, ki se uporabljajo za pomoč pri uspavanju, po podatkih Lekarne Ljubljana raste. Od leta 2019 se je prodaja povečala za približno tretjino, pravijo. In zakaj ne bi slabega trenda pretirane uporabe zdravil pri nespečnosti preobrnili z večjo uporabo kognitivno-vedenjske terapije? Po mnenju sogovornice si marsikateri nespečnež zato ne želi vzeti časa, po drugi strani pa v Sloveniji primanjkuje strokovnjakov, denimo kliničnih psihologov, ki bi to pomoč ponujali. Velikokrat je to samoplačniško, se pravi, se to ne dobi v zdravstvenem sistemu, in potem se ljudje raje poslužijo nekih hitrih variant, ki pa so potem različna zdravila, ki seveda na nek način bodo to izboljšali, ampak ne odpravijo vzroka, in če ničesar ne spremenimo, na dolgi rok seveda to ne bo pomagalo. Zato si predvsem mladi pomagajo z drugimi domnevno učinkovitimi sredstvi. Veliko je uporabe konoplje za uspavanje, za kar vemo, da na kratek rok sicer skrajša latenco uspavanja, hitreje zaspimo, na dolgi rok nam poruši globoko spanje, potrebujemo še večje doze in je v bistvu zaradi te odvisnosti spanje samo še bolj porušeno. In po drugi strani veliko jemanje raznih pijač z poživljajočim se učinkom, kokaina, se pravi vse to, kar na dolgi rok res ni zdravo. In kako to vidi igralec Aljoša? Naš poklic je tak, da je tu vedno trema, pa kolikorkoli izkušenj je, kolikorkoli se že časa ukvarjaš s tem, tega se ne da znebiti, ne. Pri nekaterih gre v eno smer, da se ta trema mogoče z leti manjša, pri nekaterih je pa ravno obratno, se z leti trema veča. Starejši si, mogoče si malo bolj nesiguren, plus tega nekateri si tudi to odgovornost naložijo še zraven, ne. Še večjo odgovornost, ne, da je treba biti perfektno, da ono, da tretje, ne, in pol to v bistvu vpliva na to, da se ne moreš umiriti, no, da se ne da ugasniti, no. Seveda pol si pač pomagamo z najrazličnejšimi stvarmi, od meditacij do teh, v bistvu vodstva, to znači, da te nekdo vodi, magari po YouTubeu si daš gor, ne, nekoga, ki te popelje v spanec. Seveda, druga stvar so droge, alkohol, ki tudi pomagajo, da človek prej zaspi, ne. Kot rečeno, je strokovnjakov za medicino spanja občutno premalo. Tako kot povsod po Evropi, tudi v Sloveniji, kjer imamo 2 centra. Na Inštitutu za klinično nevrofiziologijo v Ljubljani in v Celju za otroke in mladostnike. Prav med mladimi se je po pandemiji covida pogostost motenj spanja močno povečala. Le še 1/5 najstnikov, ki bi morali spati 8 do 10 ur, spi dovolj. Poleg nespečnosti so najpogostejše motnje dihanja med spanjem, s katerimi se ukvarjajo predvsem pulmologi. Bolniki s temi težavami so obsojeni na dolge čakalne dobe. Takoj za nespečnost so motnje dihanja v spanju, ob smrčanju, pavze dihanja, zaradi tega glavoboli, zaradi tega možganska kap, zaradi tega srčni infarkti, motnje srčnega ritma ponoči, debelost, metabolni sindrom. Tega je ogromno in tega je zdaj toliko, da je čakanje na prvi pregled ali na recimo poligrafijo, ko se snema samo dihanje ponoči, lahko 2 leti. Potem, ko pridejo pacienti na to, lahko čakajo še leto ali več, da dobijo dihalni aparat, kar je nepojemljivo. In to so bolniki, ki vsako noč ne dihajo, to so bolniki, ki so vsak dan prekomerno dnevno zaspani. Čezmerna dnevna zaspanost, kot posledica motenj dihanja v spanju, vodi v nove zaplete, pogosto tudi v tragične dogodke. Po drugi strani smo v Evropi,
kjer imamo zakon, da vozniki, ki imajo prekomerno dnevno zaspanost, niso sposobni za vožnjo motornih vozil. Prometnih nesreč z tistim, ko nenadoma zavije na neko stran ceste, ko se zgodi ob kratkem zaviranju, je zelo pogosto problem prekomerne dnevne zaspanosti. Vzrok je lahko različen. Imamo različne bolnike, menedžerje, ki delajo po noči, ki delajo z Ameriko, ki morajo delati, ko zjutraj grejo v službo, ko povozi nekoga, ko pride do smrtnega izida, in zato je kriv on, ker je neprespan šel na vožnjo. In pride se še vedno problem v tem, da se ljudje tega premalo zavedajo. Nespečnost vodi, motnja spanja ali pa motnja dihanja spanja ali pa karkoli drugega vodi v hude težave podnevi. In če mi ne zdravimo tega po noči, težave podnevi bodo ostale. Vam prehiter tempo življenja onemogoča, da bi se ustavili in razumeli svet okoli sebe? Ali veste, zakaj so Rusi taki, kot so? Vas zanima, kaj tiči za vnovičnim vzponom kriptovalut? Kako draga so pravzaprav stanovanja v Ljubljani v primerjavi z drugimi evropskimi mesti? Katere so katastrofalne posledice vladne protiinflacijske košarice? Z revijo Finance Manager odpiramo širši pogled na aktualne dogodke in trende v družbi. Skočite na finance.si, poševnica ponudba in si podarite čas zase. Izberite Finance Manager. Melatonin je hormon, ki se izloča v temi in povzroči, da se zvečer telesna temperatura, krvni tlak in energijske potrebe znižajo. To je sporočilo telesu, da postane utrujeno in zaspi oziroma da se začenja faza počitka. Melatonin kot pomoč pri spanju je tudi prosto dostopen v lekarnah, a ga ljudje pogosto jemljajo za napačen namen. Lea Dolenc-Grošelj pravi, da ga zdravniki predpisujejo kot kronobiotik za premik faze spanja pri osebi, ki potuje na drug konec sveta, da se hitreje prilagodi na nov časovni pas. Melatonin, kot se ga sedaj prejema v prosti prodaji za zdravljenje nespečnosti, nima indikacije. Melatonin se ne daje za dolgotrajno jemanje, daje se ga recimo pri starejših. Edina indikacija, ko smo starejši, imamo manj endogenega melatonina in takrat se ga lahko nadomešča. Ali se ga nadomešča pri nekih boleznih, kot je recimo Smith-Mageniev sindrom, kjer je pomanjkanje izločanja melatonina. Veliko pilotov pri svojem delu redno potuje z ene celine na drugo prek več časovnih pasov. Težav s prilagajanjem na druge časovne pasove seveda ne rešujejo z jemanjem melatonina. Njihovo osnovno pravilo je disciplina in čim bolj reden ritem spanja. Aljaž Mezek, kapitan potniškega letala in psiholog, pravi, da je v svojem poklicu hitro ugotovil dve stvari. Eno je, da se spanca ne da nadoknaditi, drugo je pa delo tako, ki v tebe terja precej nenatančnosti in takrat, ko ti manjka spanca, se količina napak eksponentno poveča, ki jih opraviš. Tako da imaš ves čas tekom dela povratna informacija, nek feedback o tem, kako si pripravljen, si se ustrezno spočival ali ne. Treba je tudi poslušati svoje telo, še pravi pilot. Jaz sem ugotovil, da je 6 ur absolutni minimum, da še vedno funkcioniram na neki nizki, ampak še vedno zadostvarni strani, ciljam pa nekako več. Se pravi nekje 7 ur. Urniki so predpisani, so zelo natančni in si enostavno vsak dan posebej izračunaš, kdaj treba biti v postelji, ker je tudi ugotoviš zelo kmalu, da je ta efektiven spanc bistveno manjši od tega časa, ki ga preživiš v postelji. Se pravi, treba se naučiti tudi zaspati. To pa pač nek ritual za sabo potegne, tako kot pri majhnem otroku. Kakšno tuširanje, zmanjšanje svetlobe, ugašaš luči, meni so zelo všeč te dimerji. Kadar smo v teh hotelskih sobah, pa tudi v stanovanjih, jaz imam zelo rad čisto temo, od takrat, ko zaspim, do takrat, ko se zbudim, to se pravi vse zavese, rolete in to je vedno zastrto. Potem se je pač treba vleči v poslo in enostaven zaspati. Zdaj, jaz običajno s tem nimam težave, je pa res, da je treba že v popoldnevu paziti na take stvari, kot je pitje kave, kakšne športne aktivnosti, se pravi, če grem, ne vem, teč ali pa se športno udejstvovati pred spanjem, to zakasni možnost spanca. Aljaž ne leti na daljših čezoceanskih letih. Po izkušnjah kolegov, s katerimi govori, pa pravi, da uporabljajo dve praksi za prilagajanje na drug časovni pas. Ena je, da se v času, ko smo na neki tuji destinaciji v drugi časovni coni,
ohranja spalni ritem doma. Enostavno, čeprav je odzunaj dan, greš ti spat, ker je to tvoja lokalna noč. Si zagrneš zavese in spiš in potem se zbudiš, kot bi se zbudil doma, pa tudi če je to sred noči. V večjih mestih je to lažje, ker so tudi restauracije in kakšne druge stvari, shopping centri in tako odprti, pa se pač potem pretvarjaš, kot da je to tvoj dan. Drugi možnosti Mezek pravi strategija izčrpavanja. Piloti pa jo uporabljajo, ko ostanejo zaveženi v drugi časovni coni, denimo na Kitajskem ali v Ameriki, in izvajajo lete tam. Se pravi, da zdržiš do naslednje lokalne noči. Podaljšuješ čas budnosti, lahko tudi 18 ur in tako do neke zgodnega večera ali pa do naslednjega večera in potem zaspiš in na ta način nekako resetiraš organizem na tisti lokalni dan in se potem zbudiš naslednji dan po podaljšenem dnevu utrujen, ampak tako kot je tam lokalni ritem. V Univerzitetni bolnišnici Freiburg izvajajo raziskavo, v kateri 400 ljudi s težavami zaradi nespečnosti zdravijo s kognitivno-vedensko terapijo. Preiskovanci lahko sprva spijo le nekaj ur na noč. Dremanje ni dovoljeno, prav tako ne branje, gledanje televizije ali prehranjevanje v postelji. Vsi, ki po noči ne morejo spati, morajo ostati iz postelje, tablete za spanje so prepovedane. Cilj te spalne diete je, da se telo in ponovno naučita preproste formule. Postelja je enako spanje. Tisti, ki se držijo smernic, so po nekaj dneh praviloma tako utrujeni, da zvečer hitro zdrsnejo v globok spanec in se zato redkeje zbujajo. Ko se spalna dieta dobro obnese, čas spanja pri posamezniku previdno podaljšujejo, dokler ne najdejo prave količine zanj. Spalna dieta temelji na prvinah kognitivno-vedenske terapije oziroma na pravilih higiene budnosti in spanja. Naša sogovornica jih povzema takole. Pacientom priporočamo najprej ta osnovna navodila higiene budnosti in spanja, da hodijo spat takrat, ko so zaspani, ne ko so utrujeni, da so čez dan fizično aktivni, da nimajo neke velike fizične aktivnosti tik pred spanjem, zato ker si zvečajo telesno temperaturo, da pijejo čim manj tekočine v večernem času. Jaz vedno rečem, tudi uspavalni čaj nam napolnijo mehur, nas prebuja, zato ker nas tišči na vodo po noči. Če kadijo, naj kadijo bolj v dopoldanskem času, ne zvečer, nikotin nas prebuja. Paziti je treba glede na razne napitke, kot je kava, ker imajo kafein ima dolgo razpolovno dobo. Po 5 urah kave imamo še vedno polovično količino kafeina, se pravi, zaradi tega ne bomo mogli zaspati. Da smo čez dan na sončni svetlobi, da ne uporabljamo telefonov zvečer pred spanjem, da ne hodimo v posteljo z problemi, ne razmišljamo, kaj se moramo narediti, da to v bistvu uredimo prej, da pred spanjem delamo nekaj prijetnega, da ne pijemo seveda alkohola zvečer, da čez dan ne ležimo v posteli in da čez večer ne moremo zaspati, vstanemo, delamo nekaj drugega, če po noči ne moremo spati, vstanemo, zopet ne ležimo budni v posteli, ker pacienti, ki pridejo do nas, povedo, 9 ur sem v posteli, od tega spim 4 ure. Zakaj? Potem 5 ur naučimo možgane, da so budni v posteli in je v bistvu treba delati to deprivacijo spanja, restrikcijo spanja. Ljudje pogosto težko zaspijo, ker ne morejo umiriti toka misli. Prav umirjenost, pravijo raziskovalci spanja, bi lahko postala ena od bistvenih prvin dobrega spanca. Na Zahodu se pod vplivom ameriškega zdravnika, zagovornika integrativne medicine Andrewa Weila, čedalje bolj uveljavlja vadba mirnosti oziroma tehnika 4-7-8. Gre za sprostitveno dihanje, ki ima korenine v pranajami, jogijski praksi uravnavanja dihanja. Kako izvajati tehniko 4-7-8? Pri vdihu štejte do 4, potem zadržujte dih in štejte do 7, potem pa izdihujte ter štejte do 8. Skupaj naredite 4 takšne dihalne cikle. Tatjana Pogačnik, učiteljica joge in pranajame, pravi, da vse dihalne tehnike izvirajo iz dejstva, da daje način našega dihanja možganom informacijo o našem počutju. Dihanje v stresni situaciji, tesnobi in žalosti je popolnoma drugačno kot v stanju mirnosti. Če nenehno dihamo kot v stanju stresa in tesnobe, bomo težko mirno zaspali ali se čez noč ne zbujali. Jogijske dihalne tehnike so lahko učinkovite, se z njimi spodbujamo aktivnost leve in desne strani možganov. Vplivamo na simpatično in parasimpatično živčevje, hipotalamus, ki med drugim vzdržuje stanje budnosti in spanja, tudi amigdalo, ki sodeluje v procesu doživljanja izkušenj in čustev, sprednji del možganov in nasplošno celoten organizem.
Učiteljica joge in pranajame še pravi, da je treba pranajamo izvajati vsak dan, pravilno in prilagojeno posamezniku. V nasprotnem primeru je lahko neučinkovita, celo nevarna. Zato odsvetujem lastno učenje dihalnih tehnik. Za prispodobo, to je skoraj tako nevarno kot lastno učenje potapljanja na dah. Svetujem usposobljenega strokovnjaka, ki ima poleg certifikata za poučevanje jogijskih asan tudi certifikat za poučevanje pranajame. Bitka za tretjino našega življenja, ki bi ga morali praviloma preživeti v spanju, postaja tudi čedalje večji poligon donosnega komercialnega izkoriščanja. Ekonomija zdravega spanja ponuja obetavne naložbene priložnosti. Tržna raziskovalna agencija Emergen je januarja objavila rezultate, po katerih je vrednost industrije pripomočkov za spanje leta 2022 znašala $512 milijard, v letu 2032 pa naj bi presegla $950 milijard. Posel cveti tako startupom z aplikacijami, ki ponujajo analizo vašega spalnega cikla, pametnimi vzmetnicami, z glavniki in slušalkami, kot tudi velikim tehnološkim podjetjem in njihovim povezanim zapestnicam ter uram, s katerimi je mogoče slediti kakovosti spanja. Seveda je marsikateri od teh pripomočkov vprašljiv, če že ne povsem nekoristen. Vas prehiter ritem življenja ovira pri tem, da bi se ustavili in razumeli svet okoli sebe? Z revijo Finance Manager odpiramo širši pogled na aktualne dogodke in trende v družbi. Skočite na finance.si, poševnica ponudba in si podarite čas zase. Izberite Finance Manager. Ekipo tokratnega podcasta sestavljamo Jasna Špende, Gorazd Suhadolnik, Tomi Gračanin, Maj Štravs, Peter Frankl in Mladen Mikovič. Podcast Finance. Z nasveti iz prve roke dodajamo vrednost.